Hvala lepa in lep pozdrav. Saj sem rekla, da je zelo lepo videti, da se v soboto dopoldan zberete v takšnem številu, da nas poslušate. Hvala za to, da ste tukaj. Hvala seveda vsem organizatorjem za povabilo in za to, da bomo lahko razpravljali v resnici o eni temi, ki je danes precej pereča, a ne? Zaradi tega, ker konec koncev en del teh migrantov oziroma beguncev bo ostalo v Sloveniji in pač zaradi tradicionalne slovenske drže, da je vse, kar je drugačno, nevarno oziroma spada v kategorijo minus celo sovražnika, bomo seveda morali resno razmisliti, kaj pomeni multikulturnost in kaj pomeni bivati z ljudmi druge kulture in katere probleme to dejansko, bi rekla, generira. Zdaj jaz bom tukaj o tem govorila samo v nekaj tezah, ker je čas omejen in bom tudi skušala pač res to osvetliti z antropološke perspektive. Mogoče bo dosti vprašanj oziroma vam bo to porodilo dosti vprašanj, boste potem v diskusiji, prosim, če pač boste imeli vprašanja, oziroma komentarje na to temo, bom z veseljem tudi odgovorila. Torej, ena od stvari, ki jo je treba razumeti najprej na začetku, je to, kaj sploh je kultura. Ko govorimo o multikulturnih družbah, govorimo torej o družbah, ki vsebujejo veliko kultur, oziroma bolj natančno veliko število skupin, ki ne delijo iste kulture, ampak pač imajo različne kulture, torej vsaj dve, oziroma v sodobnih družbah je to običajno več. Zdaj, seveda, pač ta multikulturnost zveni zelo tako fancy oziroma zelo nekako lepo, vsi se navdušujejo tako kot nad globalizacijo, ampak multikulturnost je v resnici zelo specifična. To ne pomeni, da v preteklosti niso poznali in da seveda, da bi bila zdaj to kakšna nova zadeva, ampak je to specifična družbena situacija, ki zahteva neke premisleke, pa tudi neke spremembe v socialnih praksah. Sicer je pač povezana z zelo številnimi problemi. Zdaj, da lahko razumemo zakaj, to se pravi, kaj sploh je multikulturna družba, če rečemo, imamo več skupin, ki pač imajo vsaka svojo kulturo. Zdaj, seveda, kaj to pomeni, da ima vsaka svojo kulturo? To ne pomeni samo, da ima vsaka svojo pisavo, književnost in tako naprej. To bi mogoče celo še šlo, ampak kulturo v antropološkem smislu, kar pomeni način razumevanja sveta, Zdaj, če vam dam recimo pač primer, ki ga dam redno svojim študentom, da to razumejo, kaj kultura je. Kultura je svet izmislekov, v katerem mi živimo. Torej to, da vidite, da je ta barva stropa bela, to ni objektivno bela barva, to je izmislek. Ampak zdaj zaradi zgodnjega socialnega učenja, pač mi se rodimo vsak otrok v nek svet izmislekov, pojmov, pomenov in v resnici zaradi zgodno socialnega učenja ti pomeni postanejo celo del našega nevrofiziološkega ustroja, zdaj se v to nimam časa spuščati. Ampak se pravi, ti pomeni so arbitrarni, to pomeni za lase privlečeni, nič objektivnega ni na njih. To, da mi vidimo, da je to bela barva, ni objektivna barva, ker pač medkulturne primerjave kažejo, da ljudje drugih kultur vidijo tam, kjer mi vidimo belo, nekaj drugega, ali pa tam, kjer mi vidimo rdeče. Se pravi, v resnici gre za izmislek, ki ga kultura predpiše nekomu dražljaju, otrok se ga nauči in ker je to prvi dražljaj, ki se dejansko vgradi v nevrofiziologijo, se potem ljudem neke etnične skupine zdi, da so ti izmisleki, ki so se jih naučili kot otroci, objektivno točni, pa niso. Takoj, ko pride človek neke druge kulture, bo videl, da so to zgolj izmisleki, kajti on je vgradil neke druge pomene oziroma neke druge kulturne definicije sveta. In seveda, ko pridete v tujo kulturo, takoj vidite to razliko. Dokler ste v svoji kulturi, ni problema. Pač je vse tako, kot vi veste, da je, ker ste pač inkorporirali tiste definicije sveta, ki jih pač vaša kultura od malega vam je v resnici prezentirala. Ampak, ko kulturo zamenjate, pa takoj vidite, da v resnici to, kar vi vidite, to, kar vi mislite, to, kar vi razumete, to, kar se vam zdi, da je res, je arbitrarno, torej za lase privlečeno, kajti drugi ljudi te percepcije ali pa teh pomenov ne delijo.
Jaz dam primer, no, ki je pač najbolj enostavno pač opiše, kaj je kultura. Recimo, ne, zunaj, da bi zdaj imeli okno, zunaj bi je drevo, je veter, pač premika veje in potem jaz vprašam, kaj se dogaja in vi rečete, veter premakne veje. Ne? Veter premika veje. Zdaj, večina ljudi na tem planetu bi rekla nekaj drugega. Recimo, duh prednika premika veje. Ne? Potem bi mi rekli, to treba mi pač šole postaviti, da bodo razumeli, da duhov prednikov ni. Seveda, mi imamo fiziko, lahko s fiziko dokažemo, da je to veter, da je uporabil toliko dela, da je toliko, bi rekla, upora premagal in tako naprej in tako dalje. Ampak seveda, oni pa lahko s to isto fiziko dokažejo, da je duh prednika porabil toliko dela in toliko upora premagal, da je to listje premaknil. Razumete? Ne? In zdaj, seveda, potem bi mi rekli, duhov prednikov ni, seveda pri nas jih ni v naši kulturi, v drugih kulturah pa so. Ker ne gre za to, da ta svet, ki ga mi vidimo, je sestavljen iz objektivnih realnosti, tako je sestavljen iz kulturnih izmislekov, ki so vsi enako neresnični. Naši so enako neresnični kot tisti od Sircev ali tisti od avstralskih aboriginov ali bušmanov ali od kogarkoli. Samo seveda ljudje svoje kulture vedno mislijo, da so njihovi točni in resnični. In zdaj seveda, torej, zdaj potem bi mi rekli, moramo jim šole postaviti, da bodo vedeli, da ni duhov prednikov, oni bodo pa rekli, to pa res niso ljudje, kako mi govorite, da ni duha prednikov, vse ste ga lahko čutili. Razumete, gre za vprašanje, zdaj seveda znanstveno odgovor na vprašanje, kaj se zunaj dogaja, ni to, kar mi mislimo in kar zahodna znanost trdi, veter premika veje, ampak pa liste, ampak znanstveno odgovor na to vprašanje bi bil nekaj premika liste in ta nekaj je lahko seveda simboliziran v različnih kulturah, ne lahko, ampak je na različne načine, to je v resnici tisto, kar se dogaja. Zdaj, če imate vi monokulturno družbo, je jasno, da ljudje delijo pomene, torej se razumejo, ne čisto, se veste, da moški in ženske ne delimo čisto pomene, ker pač tudi znotraj iste družbe obstajajo podsvetovi pomenski, ker recimo izjava ljubim te v ženskem podsvetu ne pomeni isto kot v moškem podsvetu, pa zdaj se ne moramo v to spuščati. V ženskem podsvetu pomeni, da ste dobili nekoga, ki vas brezpogojno sprejema, v moškem podsvetu pa to pomeni izjavo o monopolni izrabi vaše genitalne seksualnosti, kar ni isto. Ampak hočem reči, ne glede na to, kar pač mislim, pač če ste v monokulturni družbi, je torej možnost za v resnici konflikt v razumevanju manjša, kot če ste v multikulturni družbi. Ker če imate vi neko družbo sestavljeno iz velikega števila ljudi, ki pripadajo različnim etničnim skupinam, bodo oni isto stvar videli kot različno. Tudi vrednotrijo bodo eni kot pozitivno, drugi kot negativno. In seveda, zdaj za delovanje družbe je pa ključno, da ljudje delijo pomene. Ker pa zdaj razumete, če ljudje v družbi ne razumejo stvari na isti način, potem ne bodo vedeli, kaj stvar pomeni in potem ne bodo vedeli, kako morajo delovati. Tudi ne bodo delili nečesa, ali je to dobro ali je slabo. Jaz vam lahko dam recimo primer, so trenutni, ker moja hiša mojih staršev je predelana na 3 stanovanja, ker drugače bi ne mogla vzdrževati in 2 stanovanji oddam. V enem stanovanju je ena begunska sirska družina. In zdaj recimo, ko sem pač jaz bila na morju, jaz sem imela hišo, pač cela hiša je bila seveda v tej trti, ki bi zdaj bila tako lepo rdeča in tako prijem jaz za dopusta in je cela trta posekana, brez mojega vprašanja, brez mojega dovoljenja. In potem jaz vprašam, kaj so to zdaj oni delali in oni so rekli, ta trta je lezla gor in iz trte so prihajali noter v našo spalnico pajki. Zdaj morate razumeti, da v Siriji so pajki strupeni, razumete, In zdaj, jaz seveda potem sem njim povedala, da zdaj to ni enako, torej pri nas pajki ne živijo v trti, ampak v stanovanju, torej morate posesati, in dejstvo, da pač, da ti naši pajki niso strupeni, tudi če se šetajo tam po tvoji posli, so strupeni. Ampak razumete, jaz sem njim povedala, da zdaj oni morajo razumeti, da če bi oni bili katerenkoli z drugim Slovencu, ki ni profesor antropologije, ki ga tako profesionalno zanima, kako zdaj oni to razumejo, bi ga vrgli ven in seveda bi dobili negativne reference in nikjer več ne bi dobili stanovanja,
ker pač ne morete vi posegati v privatno lastnino lastnika hiše, brez dovoljenja. Medtem ko tam lahko, medtem je to tako, tam je pa tako, če ste vi podnajemnik, pač vi lahko vse spreminjate, če ste plačali, ne? Razumete? To je zdaj ta razlika, ne? In zdaj razumete, v čem je problem multikulturnosti? V tem, da se v vsakodnevnem življenju trčijo, ne? Branja iste situacije. Trčijo se in zdaj seveda, ti trki so lahko včasih humorni, včasih so lahko tragični, včasih so lahko neprijetni, včasih so lahko prijetni. Ne? Ampak hočem reči, stalno torej se soočate z nekimi ljudmi, ki ne mislijo tako, kot mislite vi, ki ne vidijo sveta tako, kot vidite vi in ki seveda potem posledično ne vrednotijo tega sveta enako kot vi in potem seveda ne delajo isto, kot mislite vi, da bi bilo treba delati ali pa kot delate vi. To zdaj, če ste seveda poročeni, lahko gledate pri svoji ženi ali pa možu ta problema. Ne? Mislim, na mikroravni, pa smo predstavniki iste kulture, pa to zna biti včasih neznosno. Ne? Zdaj, če pridejo predstavniki druge kulture, seveda je pravzaprav ta konflikt oziroma to nelagodje, in vse težave, ki so povezane s tem, so nujne. Ne? Zdaj to seveda pomeni, da pač multikulturna družba ima en resen problem in to je, da povečuje število konfliktov v družbi. Ne? In zdaj to število konfliktov v družbi in seveda drugi problem je, da je otežena integracija. Torej, ljudi je bistveno težje, kot če imate monokulturno družbo pripraviti do tega, da bodo na enak način razumeli situacijo in na enak način delovali potem, Tako da torej, ne glede na te sentimentalne ideje o lepoti multikulturnosti, je treba vedeti, da multikulturnost s sabo prinaša težave, Zdaj, te težave niso nepremostljive, čeprav so dostikrat zelo resne in dostikrat lahko pride v situacijo, ker so nepremostljive, Ker pač, potem, ko pač imate multikulturno družbo, se običajno začne na nek način neki neformalen boj med temi, kaj stvar dejansko pomeni, Pač, ali pomeni to, kar mi mislimo, ali pomeni to, kar vi mislite, ali pomeni to, kar tretja stran misli. In običajno v praksi se dogaja to, da zmagajo pomeni definicije in tudi vrednotenja, pa seveda tudi aktivnosti tistih, ki so večinska etnična skupina. Ne? To se pravi zdaj v tem primeru Slovencev. Zdaj, ali pa recimo Francozov. Če se vi vprašate, zakaj teroristične napade islamistov delajo mladi Francozi, ki so v Franciji bili rojeni in tam rasli, je to natančno zaradi tega, ker namreč to, da neka večinska kultura stalno zanika to, kar vi vidite, to, da neka večinska kultura stalno deluje na način, ki ga vi berete kot neustreznega in nemoralnega, to, da neka večinska kultura vas sili, da vi tako ravnate, to pomeni permanentno frustracijo. Zdaj, zato moramo antropologi narediti terensko delo, ker ko gremo na terensko delo, se znajdemo mi v manjšini, torej naše pomene nihče ne deli in potem iz prve roke poznamo to frustracijo, ki se potem reče kulturni šok. Razumete? To se pravi, in zdaj, če vi morate doživljenjsko živeti v eni taki situaciji, ki vas permanentno frustrira ali pa celo negira, potem so seveda, bi rekla, to zadevne reakcije, bi rekla, normalne, Veste, vse ta zgodba recimo o teh mladih otrocih, ki tam pač delajo teroristične napade po Zahodu in so tam rojeni, ta zgodba je v resnici zgodba tega, da večinska družba ne dovoli tem ljudem, da bi svet videli tako, kot ga oni vidijo, da bi ravnali skladno z svojimi vrednotami, da bi jim bili, bi rekla, da jim bi bil njihov svet dopuščen, kaj šele, da bi jim bil dopuščen vstop v svet večine, ki je seveda bogata večina, ki je seveda privilegirana večina, ki je seveda močna večina, Razumete? Stvar torej ni enostavna in multikulturne družbe, njihov obstoj oziroma delovanje je odvisno od tega, koliko v resnici znajo, in koliko je mogoče, ker dostikrat to sploh ni mogoče, v resnici urediti sobivanje ljudi, ki svet različno vidijo. In jih pri tem ne šikanirati, razumete? Point je v tem, da zdaj pač
Večinska skupina ne sme šikanirati manjšinske skupine, ne smejo siliti v svoj način razumevanja sveta, ali pa ne, v svoj način delovanja, ker če se bo to zgodilo, bo ta skupina odreagirala z seveda konfliktom. To je minimalno, ne, da ne rečemo s čem drugim. A ne? To je seveda temeljni problem, ki ga ima zdaj Evropa, ko prihajajo begunci. Ne, jaz sem že, ko sem pač mamo Merkel parkrat poslušala, ne, sem rekla, da bom jaz zdaj pisala pismo in da bom rekla, da naj prosim odpusti svoje svetovalce, če noče pač v Evropi ustvariti vseobčega pobijanja. Ne. Ker namreč, ne, ona je rekla, ok, oni lahko pridejo k nam, oni lahko pridejo, mi smo odprli meje, lahko pridejo, ampak, a ne, mi ne bomo tolerirali nobene pluralnosti načina življenja. Ne? Razumete? Oni lahko pridejo, vendar se morajo asimilirati. Vendar morajo postati Nemci, tako kot mi ravnamo do Romov. Ne? Zdaj, pač, no, tisti, ki smo kulturnisti, kaj preučevali, vemo, da to mogoče rata v 3. generaciji, ne? Vnuki se asimilirajo brez večjih težav. Ne? Zdaj boste pa vi dobili starše in otroke in to se pravi, ne? 2 generaciji, ki lahko resno, bi rekla, rasujejo družbo, če boste seveda vi napačno ravnali. In seveda Evropa kaže, absolutno, ne, mislim pač te ideje o lastni superiornosti, razvoju, civilizaciji in ostale neumnosti, ne, absolutno napačno držo in seveda absolutno napačne strategije. Ne? Se pravi, zdaj oni morajo priti, potem hodijo v šolo, potem morajo postati Nemci ali Slovenci in tako naprej in tako naprej. Jaz to pri mojih sircih opazujem, to te slabo ti postane. Ne? To so otroci, ki so stari 18 let hodijo, ki so tam končali, oni so pravi za lepa, ki so končali že šole, ki so imeli že izobrazbo, zdaj hodijo tukaj na Andragoški zavod v osnovno šolo ponovno, ne? Ki jo morajo delati od prvega dneva v slovenščini, pri čemer noben slovensko ne zna. Tisti, ki jih pa učijo, pa ne znajo arabsko. Ne, da sploh ne bom komentirala, ne. Razumete? Se pravi, se pravi, če vi hodite po dostojanstvu ljudi, ki pač svet vidijo drugače, potem bodo ti ljudje odreagirali. Ne? In zdaj Evropa ima to držo, ne? Oni lahko, in Merklova rekla in to ne enkrat, oni lahko pridejo, ampak pluralnosti načinov življenja pa ne bomo tolerirali. Ne? Se pravi, asimilacija. Sam pravim, tudi če bi šlo vse po sreči, bo to uspelo šele pri 3. generaciji, ne? Med tem časom pa bo minilo 80 let. Ne? In zdaj seveda ni vprašanje, kako bo Evropska unija z begunci živela leta 2090 ali kaj podobnega, ne? Ampak je 2190, pardon, ali pa kaj takega, ampak je vprašanje, kako bomo mi do tja prišli. Ne? Razumete, do tja, kako bomo mi do tja prišli? Kako bomo mi do tja prišli, a ne? A se bomo med tem časom vsi pobili, ali kaj bomo zdaj naredili? Ali bomo, ne? Veste, kaj hočem reči, ker več nasilja, kot bomo mi kot večinska družba prakticirali nad njimi, ne? Več pritiska, da morajo opustiti svojo lastno kulturo, več pritiska, da morajo oni svet videti tako, kot ga mi vidimo, več negativne reakcije bomo dobili, ne? In seveda moram povedati, da moje študenti in študentke so delale tudi takrat, ko so Sirci bili, ko smo imeli begunce, ne, so delali tudi v številnih teh dobrodelnih oziroma humanitarnih organizacijah in so meni povedali, da to je bilo grozno, da tam noben ne razume, kaj kultura je, ne, vi se postavite v neko paternalistično zvišeno držo in potem ne, tako njih obravnavate kot ene debile, ne, razlagate očetu, ki je Kurd, da oče mora otroka previjati, da mora iti na porodniški dopust in tako naprej, ne. Potem so moje študentke povedale, zdaj so onda reči kar nehale to, ne, ker to, seveda moji študenti so izobraženi, kaj pomeni kultura in kaj pomeni kulturni stik, ne, in kak je treba v tem ravnati. In jaz razumem, da je vse to, bi rekla, vodeno z dobrimi nameni, ne, ampak pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni, kot vemo dostikrat, ne. In v tem primeru je seveda to tudi tako, a ne. Zdaj mogoče samo, ker imam zelo malo časa, še kaj bi bila možna rešitev, ne? Jaz sem živela v družbi, ki je izrazito multikulturna in nima problemov, vsaj še ne, a ne? To je havajska družba. Havajska družba ima preko 300 različnih etničnih skupin, a ne? In ni vojne, ni konflikta, ne?
Zdaj, seveda, kako so oni to dosegli? Oni so to je prva bila, ne? To je bil tale prvi talilni lonec. Sploh izraz talilni lonec je bil dejansko izumljen za Havaje že ob koncu 19. stoletja. Ne? In kako so oni to uredili? Oni so to uredili tako, da so vsaki etnični skupini dovolili, da organizira svojo poddružbo. Veste, kaj hočem reči? Torej, geografsko imajo vsi nek prostor, recimo v mestu, ne, en del mesta ali kaj podobnega, ali naselja, kjer oni imajo pravico organizirati, živeti tako, kot oni mislijo, da je prav, skladno z svojo kulturo, ja? Ne? Se pravi, ne, in pač ne vem, zdaj havajski domorodci živijo tako, kot oni živijo, Kitajci živijo tako, kot oni živijo, Američani živijo tako, kot oni živijo, Marinci živijo tako, kot oni živijo, vsak živi na svoj način in nihče se ne vmešava v življenje drugega, ker oni zelo dobro vejo, da tisti trenutek, ko se bodo začeli vmešavati, ne, bo konflikt. Ne? Torej, oni preprosto so organizirali družbo na poddružbe, ker v vsaki poddružbi ta etnična skupina pač organizira svoje življenje skladno z svojo kulturo. Ne? To gre tako daleč, da za Božič na Havajih se tudi novoletna jelka oziroma stanovanje krasi skladno z svojo kulturo. To se pravi, ne, jaz sem recimo živela v stanovanju, ki mi ga je oddajal nekdanji marinec, ki je bil potem profesor na tej univerzi privatni, ker sem jaz delala tudi, in potem njegova žena je bila pa Švedinja. Ne? On je hotel kot Američan, ker edini, ki se identificira kot Američani, so v glavnem Marinci samo, a ne? Na Havajih pa sploh, a ne? On je hotel imeti recimo jelko okrašeno po ameriško. To pomeni raznobarvne lučke. Ne? Njegova žena je bila Švedinja in če si Šved, moraš imeti jelko okrašeno samo z belimi lučkami. Razumete? Ne? Razumete? To gre tako daleč, da se čisto vsak segment pomenjanja dejansko kulturno, bi rekla, definira in seveda se ne vmešavajo v to, razumete? Oni razumejo nekaj, da če imate multikulturno družbo, morate dovoliti drugi etnični skupini, da organizira svojo poddružbo skladno z svojimi principi. Se pravi, ne, če bi zdaj recimo mi hoteli sobivati z recimo begunci, ne, to bi pomenilo, da bi mi v evropskih družbah morali dovoliti, da oni živijo tako, kot so oni vajeni. Da oni imajo pač živijo v skladu z svojimi vrednotami, da zaradi tega niso šikanirani, da zaradi tega niso stigmatizirani in potem se mora seveda hkrati morajo odpreti neki kanali, kjer lahko pač ljudje participirajo v celotni družbi na principu enakopravnosti. Ne? Ampak to seveda pomeni ne asimilacije, ne ideja, oni morajo hoditi v naše šole, oni morajo biti taki kot mi in samo če bodo živeli tako kot mi, so lahko tukaj. A ne? Ker tisti moment, ko smo mi zavzeli to stališče, smo dejansko napovedali, smo v resnici pač uvedli družbeno logiko, ki bo pripeljala do konflikta. Ne? In vi morate razumeti pač eno stvar, da neevropske kulture, recimo islamske, imajo še nekaj, čemur se reče moralni imperativ. To je nekaj, kar je zdavnaj že opuščeno oziroma zadnjih 50 let opuščeno v Evropi v glavnem. A ne? To se pravi, tukaj so oni močnejši kot mi. A ne? In tu, če ne bomo razumeli, kaj dejansko pomeni multikulturna družba in kako je treba življenje v njej organizirati, bomo imeli resne probleme, a ne? Kjer seveda ni kakšne posebne možnosti, da bi se nehali z kakšnimi političnimi deklaracijami ali kaj podobnega. Ne? Sam pravim, ker tu ne gre zdaj za vprašanje sile. Mi smo lahko formalno močnejši. Ne? Ampak kot vemo, ne, to pač, ko so šli, in to bo zadnji stavek in bom končala, ko so šli, jaz sem pač delala v Ameriki in živela takrat, ko so Američani napadli Irak, kar se seveda danes kaže kot dolgoročno, kronična napaka, pri kateri je sodelovala tudi seveda Slovenija, recimo Rupel in tako naprej. Zdaj, ko so oni šli v Irak, sem jaz jim rekla, vi v Iraku ne boste nikoli mogli zmagati. Oni so rekli, mi smo močnejši. Jaz sem rekla, ne zmagajo močnejši, nujno ne. A veste, Nemci so bili tudi močnejši, ko so prišli sem, pa niso zmagali. Ne gre za vprašanje, kdo je močnejši. Gre za vprašanje, kdo je moralnejši.
In tukaj smo mi izgubili, ne? Vedno so pač tisti, ki branijo svojo zemljo, praviloma bolj moralni, ne? Bolj, mislim, nekako motivirani kot tisti, ki so okupatorji, ne? Se pravim, če seveda takrat ZDA ne bi napadla Iraka, mi danes ne bi imeli beguncev tukaj, ne? Ker to je pač verižna reakcija, ki smo jo mi povzročili. In pač tisto, kar bi pač česar bi se morali zavedati, je to, da bi morali omogočiti saniranje vsaj dela posledic tistega, kar smo sami omogočili, a ne? Seveda iz razlogov, ki se jim reče, da sploh ne razumemo, kaj delamo. Zdaj zahodnjaki to generalno imajo to držo, slovenska politika pa sploh ne bom komentirala, a ne? Ampak hočem reči, da razumete, problem je torej v tem, da bomo mi morali v Evropi, če bomo hoteli, ne, brez konfliktov živeti tam do leta 2190 ali kaj podobnega, ne, in brez neprestanih terorističnih napadov, groženj in ne vem česa, ne, mi bomo morali pristati, da smo samo eni od mnogih in to ne najboljši. Zdaj to bo seveda močno prizadelo zgodovinski etnocentrizem in občutek superiornosti Evropejcev, ne. Ok, tukaj bom zdaj skončala. Hvala.